Jaz smatram ta dogodek in to je tudi prvenstveni razlog, zakaj smo podprli zadevo, je, da spodbuja dialog med različnimi sektorji in kadar prihaja do dialoga med različnimi industrijami, prihaja do novih stvari. To je v bistvu, in danes smo slišali, ne vem, kemika, IT-ovce, pa še prvenstveno smo na elektrosegmentu. Zdaj, hmalo bomo imeli še sociologe, pa vplive in potem pride do nekih učinkov ali pa neke zmisije. Ne. Zdaj, kot primer, moram povedati, da mi to izredno všeč že kot ideja. Naj povem samo, da na Stanfordu, mečken drugače poteka ta šolanje, tam se vpišeš, je pač problem se vpisati nekako, rabiš neka priporočila, ampak potem, ko se vpišeš, ti pač hodiš na predmete. Pač neko kvoto moraš izpolniti vsak letnik in na koncu končaš, vzamejo tvoj profil in pogledajo, kaj je tvoja dominantna stvar in s tiste si pač diplomiral. In tam dopušča oziroma spodbuja možnost, da se vsi med sabo mešajo. Ker potem pride do nekih inovacij in v neki božji. In to je danes ta dogodek. Cisco se je odločil, da podpre ta dogodek predvsem z vidika pomagati tudi slovenskim podjetjem pri iskanju idej in prebojnih inovacij. Se mi zdi, da na tem področju prihaja do zlivanja med energetiko in pa IT-jem. In pa to ne prihaja zaradi tega, ker bi to mi želeli, ampak prihaja zaradi potreb, ki izhajajo iz povečevanja porabe energije. Zdaj, leta 2030 se bo energija ali pa poraba energije povečala za 30% in sem čisto prepričan, da se s tem vprašanjem smart gridov danes ne bi ukvarjali, če bi lahko na nek zelen način enostavno pridobivali energijo in da ne bi več onesnaževali okolja. Zdaj pa, ker to onesnažujemo okolje, moramo pa paziti, ker ne moramo si zagotoviti 30% večjo porabo, ker bomo okolje uničili. Zdaj, kaj želimo narediti? Se pravi, s pomočjo tehnologije poiskati načine, ki bomo vplivali na porabo. To je koncept, zakaj pride do tega zvezda, za te potrebe. In internetna tehnologija je nekako razvita, uporabljajo praktično vsi. Vozlišče, kjer smo predstavili Smart Grids, obnovljive vire in e-mobilnost, je bilo zelo uspešno, letos majhno polemično. Zaključek tega vozlišča je bil, da potrebujemo na Slovenskem več sodelovanja, več pogovorov med seboj, strokovnjaki na nivoju, in da potrebujemo nek vseslovenski skupen projekt, v katerem bi pokazali pot naprej v tako imenovane elektroinformacijske energetske sisteme. Meni je všeč malo drugačen pristop, in zato, ker smatram, da je inovativnost ključ uspeha v prihodnosti in da Slovenija najbolj potrebuje to. Zato sem večkrat tudi rekel, da bi morala država spodbujati to konferenco. Zato, ker tega manjka. Mi rabimo nekaj novega, nove pristope, moramo neko industrijo zagnati, neko novo v tem prehodu v novo informacijsko in energetsko dobo. Najprej se moram zahvaliti za povabilo. Bil sem zelo presenečen, kaj jaz tukaj delam sploh. Ampak je pa realno, da tukaj mi izkoriščamo kemijsko energijo, ki jo potem pretvarjamo v električno energijo oziroma električno energijo iz solarnih sistemov pretvarjamo v kemijsko industrijo. In tukaj je sinergija teh dveh pristopov. Tako da vsekakor je pa zelo dobro videti, kje so tiste aplikacije za naše baterije oziroma naše kemijske elemente in kako jih moramo naprej razvijati. In kako pa gledate na sodelovanje teh različnih področij? Sodelovanje je nujno, recimo, ker če kot kemik jaz razumem srce baterije, če razumem, kako baterija deluje, principe delovanja baterije, zakaj prihaja do degradacijskih procesov, zakaj propada baterija. S tem sodelovanjem, s tem znanjem lahko pomagam IT-ju in celotni elektrotehniški stroki izboljševati sisteme, ki potem omogočajo bolj stabilnost v mreži in tako naprej.
Ja, jutranje predstavitve so bile za mene enkratne, zelo spodbudne, zelo stimulativne in vsekakor sem zelo zadovoljen, da sem tukaj danes in ostanem do konca. Ja, Cejlot je podprl ta dogodek, zato ker je ravno ključne besede, ki so ključne besede tega dogodka, so tudi na nek način ključne besede našega centra. Želimo si veliko inovacij, oziroma tudi izvajamo, tako da to je nekaj, kamer pač radi pridemo zaradi tega. Seveda se pa pokrivajo tudi tematike, teh srečanj se pokrivajo z našimi tematikami, tako da to še dodatni moment. In nas pač je pripričal, da je to potrebno. Na današnjem srečanju se mi zdi, da je bila kar zanimiva kombinacija sogovornikov. Vela je iz vseh razprav neka pozitivna energija, neka želja po izboljšanju, kar v Sloveniji ni ravno takih pogosto videti. Je gotovo tudi, da gre za industrijske panoge, ki so v Sloveniji zelo dobro razvite, oziroma kar najbolje stoječe takih, tako da očitno vsaj te panoge nekako vidijo neko prihodnost, vidijo tudi možnosti v združevanju, v še večjem povezovanju tudi med sabo in med drugimi panogami. Tako da to je bil en tak konstruktivni Ste morda danes dobili kakšno novo idejo ali pa sklenili kakšen konkreten dogovor, mogoče za kakšno partnerstvo? Ja, sem dobil nekaj novih idej, tudi konkretnih. Zdaj, kako se bo ideja razvijala naprej, ne vem. Mogoče ne bi zdaj preveč govoril konkretno, da ne bi me naslednje leto držali za besedo, da ne bi tega izpolnil. Predvsem se kaže prav zadnje mesece, da je na področju električne mobilnosti bila napovedana revolucija, izkazalo se je, da je prišlo do evolucije. Ampak to je zelo močna evolucija in konstantne evolucije. Dokaz za to je tudi spremni program tega srečanja, v katerem so pač predstavljena vozila različne stopnje elektrifikacije. In med njimi glavni, središče te dogajanja elektrifikacije v avtomobilskem svetu so trenutno hibridna vozila in kot opis ali pa dokaz, da je res dobila elektrifikacija velik obseg dogajanja na avtomobilskem trgu in sploh v avtomobilskem svetu je ta, da je v prvem četrtletju letos bil Prius, se pravi hibridni avtomobil, najbolje prodajan avtomobil v globalnem na globalnem trgu. Se pravi, to niso več avtomobili obrobja dogajanja, ampak so v samem središču v bistvu najbolj prodajana vozila. S tem, da si hibridna vozila z čistimi električnimi baterijskimi vozili delijo tako akumulatorje kot ostale pogonske sklope. In z množenjem hibridnih vozil se bodo ti sklopi cenili, na kar se bodo pač tudi sama električna vozila cenila. Jaz sem navdušen nad stičišči, ki dejansko kažejo, da različni strokovnjaki podajajo različna mnenja, ki pa se krešejo in prav je tako, da prihajamo do novih rešitev, do novih inovacij. In mislim, da je to pravi dogodek za vsaj na področju energetike, ki bi jih pa lahko bilo tudi celo več. Kajti mislim, da je ciljno usmerjene združevanje idej in pa oblikovanje novih smernic, da je to prav pristop. Res je, fotovoltaični sistemi so vedno cenejši, vendar pa to na račun inovacij, ki se dogajajo na različnih nivojih. Glavni izziv je seveda integracija fotonapetostnih sistemov v omrežje in pa v dobrobit potrošnikom. In v tem smislu seveda nas čaka še veliko dela, predvsem na področju pametnega združevanja razpršenih virov v celotni sistem oskrbe z električno energijo. Zanimiv občutek, na nek način optimističen. To je zgodba, ki po mojem mnenju nekoliko drugače od splošne situacije v Sloveniji, ker imamo vsi zelo slab občutek. Tukaj predvsem tisti, ki delajo s tujino,
imajo bistveno boljši občutek, ker je optimistično. To je ena zadeva, druga, kar se mi občuti, je kar veliko nasprotje med posameznimi panogami znotraj energetike, recimo fotovoltaiko in tradicionalističnimi panogami. In tisto, kar je pa najboljše na koncu, se mi pa zdi, da je to prispevek dober k temu, da se na koncu lahko gradi na nacionalni strategiji prioritet v energetiki. To je pa ključno na koncu koncev. Tako da mislim, da bi veljalo to pot nadaljevati, tudi mogoče nadgraditi s kakšnimi drugimi zadevami ravno v tej smeri, kaj je pravzaprav primarno za Slovenijo v naslednjih 10-20 letih. V tem smislu se mi je zdelo v bistvu vozlišče zelo zanimivo, ker mi je odprlo tudi določene obzore na drugih segmentih, se pravi ne samo trg z električno energijo, tudi na trgu s plinom. Pomen je predvsem, tako kot sama naslov, je bil inovativnost elektroenergetike. Po mojem mnenju je to ključnega pomena za korak naprej na trgu, na trgu vseh energentov. Kar se pa tiče teh pristopov, je pa tako. Čeprav so bili različni primeri prikazani, kaže vse skupaj na to, da se končno razvijajo energetske storitve, v najširšem smislu te besede. To pomeni, da na eni strani tako dobavitelji opreme, na drugi strani pa dobavitelji energije ponujajo neke usluge, ki vodijo v zmanjšanje porabe energije, to pa ponujajo seveda odjemalcem. Koliko ocenjuješ današnji dogodek? Današnji dogodek je pa dogodek. V redu, ne, odlično. Na lepem kraju, ustrezne aktualne tematike. Tudi mogoče malo moteče to, da sta dve delavnici, ki potekata paralelno in se ne moreš obeh udeležiti. Tematika tukaj je specifična. Mene zelo zanimajo smart gridi, shranjevanje energije, sončne energije iz sonca, in ker je bilo tukaj skupaj povezan, sem se tega dogodka udeležila. Priložnosti podjetniške vedno obstajajo, so zelene, majčkeno manj zelene, sicer ni tako pomembno, je pa sigurno področje energije, mobilnosti, področje, v katerega bomo mogli vsi skupaj več energije vložiti, predvsem zaradi tega, ker je Evropa, pa tudi Slovenija praktično brez lastnih energetskih virov, ki jih zdaj uporabljamo, in zeleni viri so lahko primerna priložnost za to, da neke svoje razvojne priložnosti tudi izkoristimo. Jaz mislim, da take srečanja so zelo koristne, zato ker ljudje pridejo skupaj, se med sabo pogovorijo, tudi ugotovijo, da ne samo oni, da tudi do druge, ki zna narediti, in povezovanje pomeni sinergije, in sinergije pa lahko pripeljejo potem k boljšemu rezultatu. Glavno sporočilo te okrogle mize je to, kar se pravi iščemo v odgovor v Sloveniji ter tudi v Evropi že dolgo časa, kako povezati, se pravi, znanost, raziskovalno sfero in industrijo na vseh področjih, v zadnjem času pa še posebej na področju zelenih energij in inovacij na tem področju, kajti to je tema za prihodnost in tudi tema za trajnostni razvoj Slovenije. Brez te teme Slovenija ne bo mogla rasti. In kako se vam zdi, da bo današnje srečanje pripomoglo morda k temu? Brez nadaljnjega diskusija, predvsem zadnja na okrogli mizi, je pokazala, da je zavedanje, da se je treba povezati, izjemno visoko, in če je to zavedanje močno in če je volja, potem sem prepričan, da bomo našli pot, predvsem v smeri, da se bo gospodarstvo izpostavilo in poskušalo pridobiti na svojo stran tiste kompetence in tista znanja, ki vemo, da obstajajo v raziskovalni smeri.